mlado vino, taka na prvo žogo, živahna zadeva, Sauvignon Chardonnay, muškat mešanica. Tako da. Namen je res ta mladost, da začutiš, da to ni neka, ne vem, zadeva, ki bi bila toliko časa v cisterni, v sodu, kakorkoli. Ne. Mora biti vino tisto na prvo žogo, kislina lepa, da jo začutiš, tako da jo začutiš, ker pač to je to, ne. Pač to je edina rdeča sorta v naši kleti, ki daje vrhunsko vino. Okay. Nam je v bistvu bila naloga, da se res posvetimo temu, ko smo se odločili, da bi dali Frankinju sočke, je bila to interna odločitev v kleti, Okay. In ko je direktor zadruge takratni to idejo slišal, je rekel, pa komi smo se sodov znebili iz kleti, zdaj pa bi vi radi nam sode nazaj navlekli. Dobimo stranke, ki pijejo samo suho vino. Okay. In jim mi damo seveda suho vino za probati, pa je dobro, pa jim damo suho z majčkim ostanka, je odlično, in potem dobimo pa pol suho vino za probo, je pa fantastično. Nekje med trto in kozarcem nastajajo vinske zgodbe, izpod rok izjemnih osebnosti. Spoznavate jih skupaj z mano v vinskem podcastu iz Trte iz Lito. Danes se selimo v šmarsko-virštanski vinorodni Podokoliš. Z mano je vodja trženja hiše Vina Emino, Matija Jagrič. Lepo pozdravljen. Pozdravljeni. Dobrodošel. Hvala. Pravzaprav je ta okoliš in tudi hiša Klet Emino ima eno tako zelo bogato zgodovino, bogato dediščino. Ja, dejansko sama zgodovina direktna ni tako dolga, je pa tradicija na samem našem tervaju in tu okoli zelo dolga. Se pravi, je poznano, da včasih se je Ljubljano pa tudi Dunaj recimo oskrbovalo z vini prav iz štajerskega vinorodnega okoliša oziroma iz Štajerske. In tradicija vinarstva, vinogradništva je pri nas zelo dolga. Kar se tiče pa same hiše Vina Emino, je pa majčkeno drugače, je pa, ko so recimo naši vinogradniki začutili, da bi bilo potrebno nekaj narediti, nekaj skupnega. Zato tudi zadružna klet pravzaprav in če je to pravilno opažanje, ste ena redkih še preostalih zadružnih kleti, mogoče tudi edina, ki se poleg vinarstva ukvarja še z drugimi dejavnostmi. Ja, smo zelo taka razgibana, se pač za zadruge je nasplošno bilo nekoč značilno, da so imele več dejavnosti. Zadruge, ki so se kasneje pojavljale, so bile res načrtno za določeno branžo. Pri nas se je vinarski del, ostalo bi rekel je bolj kmetov, se pravi so trgovine pa odkup govedi, odkup mleka in tako dalje. Vinarstvo je pa res tisto, ki je nastalo res na pobudo vinogradnikov. Vinogradniki so prišli z željo, z potrebo, da se nekako naredi en skupni imenovalec in se s takratnim vodstvom zadruge dogovorili, da se naredi zadružna klet na območju šmarsko-virštanskega Podokoliša. Da je nek dežnik te celostne tudi prezentacije. Tako. Zdaj, seveda, začetki so bili nastavljeni majčkeno drugače, kot stvari funkcionirajo danes. Skozi čas se je majčkeno vse skupaj spreminjalo. Ampak namen v bistvu ostaja isto. Zagotavljati vinogradnikom, ki so z nami pripravljeni podpisati pogodbo, reden odkup, redno plačilo za njihovo grozdje in pa neko sodelovanje, izobraževanje preko nas, ker tu je sinergija zelo pomembna. Ne bom rekel, da smo jo že čisto osvojili, tu še vedno manevrski prostor, ampak je neizbežno sodelovanje
med vinogradnikom in nami, ki smo zadolženi, da potem z tega grozdja pripravimo vino. Ne? Ker enostavno, če v klet dobiš slabo grozdje, si lahko čarovnik, pa vrhunskega vina ne boš pripravil. Ne? Ja, se da marsikaj izpiliti, postoriti z dobro tehnologijo, z dobrim znanjem enologov, ampak surovina je prvo zagotovilo, da lahko napreduje vino v kletino. Vse se začne v vinogradu. Absolutno. Absolutno. Kako ste potem samo strukturo oziroma hierarhijo vin določili, vse izpeljanke? Ja, to se v bistvu naredi malenkost spontano v začetku, ker enostavno vinogradniki, vinogradi, lege imajo vsak svojo značilnost. In v začetku ti dobiš grozdje in ga moraš nekako razporediti. Ne? Eni vinogradniki prisegajo na količino, mi tudi količino potrebujemo na določenem segmentu, drugi želijo res pripraviti vrhunsko grozdje, sladko grozdje in se zavedajo, da bo tega manj. Naša obveza je to zaznati in to tudi nagraditi, tudi finančno. In pa seveda potem to razdeliti ta vina, se pravi prvo mečkeno tipaš, ne? Potem pa se oblikujejo neki ti trajni odnosi, vsi vse poznamo in ti že točno veš, pač mi kot vinarji točno vemo, katero grozdje bo šlo kam. In seveda razvijaš od zadaj neke linije, ki pa so spet pa povezane naprej s trgom. Kaj pa trg potrebuje, ne? Kaj mi imamo, kaj dobimo, na drugi strani kaj trg potrebuje in moraš potem nekako sinhrono najti tu tisto, kar ti bo pol pilo vodo in na ekonomskem rezultatu in konec koncev na neki prepoznavnosti in kjerkoli. Je kar zahtevno vse te komponente potem združiti. Ja, dobro, pri nas bom rekel tako, nekako postopno gradimo kot odnos, tako tudi to direktno delo. Ne? Vse v prvo vedno ne bo ratalo vse, ne? Vedno moraš poskušati, vedno nekaj novega, skoraj da bi rekel iznajti, ne? Da preizkusiš to na trgu, potem pa kako se trg odzove in če si zadev, ne? Si zmagovalec, ne? Če ne, pa treba graviti naprej, pa nove ideje. Tako. Nekje sem v bistvu zasledila, da Obsotelje oziroma Kozjansko, vaši kraji, da so to ljudje. Torej, in tukaj je ta človeški faktor, veseli ljudje z nasmehom. Bom rekel tako, jaz človeški faktor vse bolj cenim. Vemo, da smo čez dalje več na spletu, kjer je nekje v ozadju človeški faktor, ampak se odnosi porazgubijo. Ne? In za naše Kozjansko resnično srečujem se s turisti, tudi delal sem in še normalno zdaj v kleti tudi delam v turizmu, ne? Se srečuje z ljudmi in občudujejo res toplino ljudi na našem koncu. Redko, ali pa se skoraj ne spomnim, da bi kdo rekel, mislim, nekdo pa mi je pustil slab vtis na Kozjanskem. Seveda, normalno vsak ima kdaj slab dan od posameznikov, ampak če pa gledamo generalno, ljudje res občudujejo prijaznost ljudi na našem območju kot celoti in se mi zdi, da je to kar en res prepoznaven znak Obsotelja in Kozjanskega. Ta odprtost, pa ne toliko odprtost, ampak prijaznost ljudi, ne? So pripravljeni sprejeti, gostiti in z nasmehom se vedno poveseliti z nekom, ki pride v naš kraj. Omenili ste že zemljo oziroma teroar.
Štajerski okoliš je izjemen, kar se tega tiče, in predvsem raznolik v vseh podokoliših, v katerega tudi vi spadate. Kako ga izkoriščate? Eden od paradnih konj je, danes ste prinesel tudi modro frankinjo. Boste več povedal, kako in zakaj. Je pa to verjetno različna oziroma modra frankinja z drugačnim karakterjem, kakor bi ga poznali na Dolenjskem. Ja, definitivno ne. Mi smo, naša klet je že od nekdaj s frankinjo, bom rekel, prepoznavna, ne. Sploh, se pravi regionalno, pa tudi vse slovensko, kdo pač raziskuje kaj o vinih, ne. Zdaj, nam je, ker pač to je edina rdeča sorta v naši kleti, ki daje vrhunsko vino, nam je v bistvu bila naloga, da se res posvetimo temu, in da to nadgrajujemo. Zato smo, ne vem, obiskali Madžarsko, smo obiskali Avstrijo, poskusili zelo veliko različnih stilov modrih frankinj, konec koncev tudi po Sloveniji in tako naprej. In smo spet v vinogradu, ne. Potem smo opazovali malo, kaj mi dobimo od grozdja, od katerih vinogradnikov dobimo kakšno grozdje, z katerih let kakšno grozdje. In enostavno smo spoznali, da to v en koš vse skupaj ne moremo narediti nič koristnega za sorto, nič koristnega za pivca in tako naprej. Posledično tudi za našo klet. In smo prvo ločili dve linije, se pravi buteljčno in pa litrsko, ki bi rekel je pač neko kakovostno vino, ki se lahko ponudi, bi rekel, bolj kot vsakodnevno vino, in pa vrhunsko buteljko, ki je, bom rekel, bila več ali manj zelo, zelo vrhunske kakovosti, ampak smo ugotovili, da tudi tu nihamo, ne. Zdaj, razlogov je lahko tisoč, ne. Se komu kaj v vinogradu ponesreči, pride toča, pride pač vremenske nevšečnosti in, ne vem, pride botritis, kakorkoli, ne. Zato smo začutili potrebo, da naredimo še en rez tu vmes, ne. Se pravi, smo videli, da nekateri naši vinogradniki imajo res, res dober potencial za modro frankinjo. Lege, predvsem v Zgornjem Virštanju in tam potem pa dol proti kraju Buče, ne, Buče, Verače. Je bilo nekaj leg, ki so bile frankinje izjemne. Tudi v tistih malo slabših letnikih, ko glih ni bilo vreme tako, ko bi si vsi želeli, so devale zelo, zelo dobre rezultate. Smo rekli, škoda je zdaj vse zmešati v to našo vrhunsko buteljko, dajmo narediti en razred več, ne. In no, to ne bom nikoli pozabil, ko smo se odločili, da bi dali frankinjo v sodčke, ne, je bila to interna odločitev v kleti, ne. In ko je direktor zadruge, takratni, to idejo slišal, je rekel, pa komi smo se sodov znebili iz kleti, zdaj pa bi vi radi nam sodo nazaj navlekli, ne. Ampak res smo začeli z enim sodom, z enim barikom. Zato, da dokažemo, kaj se da narediti. In ko je direktor poskusil frankinjo po slabem letu iz soda, se vemo, sod je bil nov, to ni bilo neke velike harmonije v vinu, ampak vseeno je takoj rekel, ja, drugo leto še moramo več tega kupiti. Ste ga prepričali. Enostavno takoj je bil kupljen in evo, od takrat naprej imamo kar lepo zbirko sodčkov, tudi 500 litrskih, 1000 litrskih in tako dalje. In resno smo vstopili to zgodbo modre frankinje v leseni posodi in pa seveda predhodno vsa vinifikacija temu podrejena, se pravi daljša maceracija tudi, absolutno v sodu, potem na drožeh brez žvepla in tako naprej, ne. Torej to pomeni, da ste tudi lahko razvijali arhitekturo samih linij vin. Tako.
Tako iz tega je izhajalo, se pravi, spet se vračamo v vinograd, vse se začenja v vinogradu. Ne? In, za nas je pomembno, da to, kar dobimo v klet, seveda poskušamo vplivati na surovino, na vinogradnike. Ampak tu je vedno odstopanje, ker je preveč vplivov. Ne? Ampak moraš imeti od zadaj pa razparcelirano, kam lahko potem zložiš zadeve. Ne? Tako širok portfelj samih vin, okusov pomeni, da lahko zadovoljite različne ciljne skupine oziroma različne potrošnike, tudi v različnih dogodkih, v različnih segmentih. Kakšni smo potrošniki? Ja, zelo različni. Če ne bi bili tako različni, bi imeli mogoče belo pa rdeče vino, pa in bi bilo to. ne? Ja, ne, res je veliko okusov. Ne. Že po predelih Slovenije bi lahko kar rekel, no tam pijejo tako vino, če zelo generalno gledamo. Ne. Ampak dejansko, se pravi, zelo veliko je pivcev polsuhih, polsladkih celo vin. Ne. Okay. Seveda v trendu je suho vino. In se mi zdi, da sploh Štajerska in štajerski vinarji smo včasih kar mal na silo šli v suha vina. Ne? Okay. Tako nedovršeno, bi rekel. Ne? Mi smo seveda se tudi temu suhemu trendu prilagodili in nam je pri nekaterih stvarih zelo, zelo uspelo. Ne? Ampak samo cel štajerske pokrajine ne dovoljuje vedno popolnoma suhih vin. Okay. Enostavno je struktura kislin in pa sladkorjev in tudi ekstraktov takšna, da enostavno paše, če ostane kakšen gram sladkorja v vinu. Tako. In recimo jaz upam, da bom prišel danes z Ljubljane po sreči. Ne? Enostavno dobimo stranke, ki pijejo samo suho vino. Okay. Ne? In jim mi damo seveda suho vino za probati, pa je dobro, pa jim damo suho z majčkeno ostanka, je odlično, ne? In potem dobimo pa pol suho vino za probo, je pa fantastično. Ne? In tu smo. Ne? Yeah. Eno je, kar nekako sprejemamo kot trend, drugo je pa, kar nam paše. Ne? In ljudje se radi damo pocartati, pa ima kar z malo sladkorja. Ne? In nam to paše, ne? Pravim, tudi nekaterim našim vinom paše. Ne? Recimo tudi marsikdo, ko poskusi naš polsladek rumeni muškat, to pa mi bo sigurno presladko, pa tako, poskusite, se to je degustacija. Ne? Ja, pa se pa ni, se pa ni tako. Ja, seveda, v zadnji je neka primerna kislina, ki te nežno poboža tudi v zadnji, ti daje neko pitko, svežino in tisti sladkor potem se tam porazgubi. Ne? Seveda je treba vedeti, zakaj je to vino namenjeno. Ne? Ali, ne vem, popoldne na terasi fajn ohlajeno kozarček, ali pa recimo zraven nekega kozjanskega jabolčnega zavitka, malo skuto, ne, recimo, je takšen vin idealen, ne, ker je recimo pri sladici sladko-kislo, ne, vino podobno in so lahko to pridejo zelo, zelo harmonične kulinarične zgodbe ven. Ne. Zato pa se pravim, vsako vino mora biti odsev terroirja, ne, in pa tudi v končni fazi ljudi, ki ga konzumirajo, ne, in pa kar je vse zraven. In pridelujejo normalno, seveda. Največas pri nas na Kozjanskem je veljalo za dobro vino slajše vino. Okay. Ja, danes bi pa vzel nekaj bolj dobrega, pride včasih do. Ja, to pomeni, da ne bo vzel tistega za špricer, suhega, ne, ampak bo vzel malo slajšega. Ne. Ja, še vedno zelo veliko. Sploh malo starejše generacije. Ne. Okay. Ja. Na vino je tudi potrebno gledati kot nek kontekst, ne? Tako kot ste omenili, kdaj ga uživamo, s čim ga spajamo, ob kakšnih priložnostih. Ja,
meni je recimo včasih žal, velikokrat, ko pridejo k nam razna društva na izlete, na degustacije, pa vprašam, no, kolikokrat si pa pri kosilu natočite kozarec vina. In je to zelo, zelo redkost. Pa ne glede, iz katerega konca ljudje Slovenije pridejo, je to prej izjema kot pravilo. In to je recimo žalostno. Kdaj pa potem pijete? Ja, ne vem, po kosilu ga spijem 2 glaža, ali pa nekak, ne. Je boljše, kot je bilo, ampak ni še to prišlo, ta kultura pitja vina nam v kri, ne. Ampak zanimivo, zato ker ravno ob kosilu je, in tudi govorimo zdaj o tej kulinarika, je tudi na vrhuncu, o spajanju. Pa to izvira verjetno iz naše zgodovine, vse skupaj, ne. V končni fazi Slovenija še vedno je pretežno kmečko prebivalstvo, izven nekih res urbanih mest. In seveda, takrat, ko si jedo, pol si hitro res nekaj popil, si šel delati naprej na polje, bilo kam, ne. Po moje je to, kar je malo zakoreninjeno, ne, v naši kulturi, ne. V končni fazi je to pač ta naša kultura, ki pa mogoče je pa čas, da jo nadgradimo, ne. Čeprav še vedno jaz recimo tudi zagovarjam kulturo špricerja, kot pijače, ker ima svoj namen, ne. Je recimo lahko zelo dobro poživilo kot kava ali pa bilo kaj pri nekem fizičnem delu, seveda to spet ne govorimo o nekih presečkih pitja, ne, ampak recimo za odžejati da dobiš ti kislino, ne, včasih so celo delali si vodo in kis, da so se odžejali, ne. Zdaj, samo treba je vedeti, ne, katero vino je primerno za kaj, ne, tako kot so vina v koktejlih raznoraznih, je pač to en špricer, ne, ki ima svoj namen. In seveda pa ni vsako vino za to primerno. Tako da ja, zelo je pomembno, da imamo v glavi in pa v portfelju razparcelirano, kaj je kaj in kaj delamo, ne. Zdaj pa nekdo, ki je manjši, se lahko osredotoči samo na enega kupca, ne, na en segment kupcev. Pač pri nas smo razdelili stvari in dali namen večjim, ne. Imate tudi penine? Tudi penine. Je to tudi neka ciljna skupina, ki jo zadovoljujete v vašem okolju? Tako. Ja. Mi smo prvo penino pridelali 2010, in sicer roze, en tak prijeten saden roze, sicer iz žametne črnine, pitek, poimenovali smo ga bohem, ker smo imeli takrat enologinjo, ki je bila dosti bohemska duša, ne, in smo rekli, okej, super, ker je pač penina tudi bila kar precej bohemska. Ampak smo jo nadgrajevali, tako da smo tudi letos dobili lepe nagrade za njo, ne, ni pa več to na osnovi žametne črnine, ker je enostavno malo pretanko vino, ne. Ampak je modri pinot, kjer pa se najde tudi kaj žametne črnine vmes, za pridih avtohtonosti, ne. Tako da ja, potem so se razvile še dve, ne, se pravi klasik, smo poimenovali bohem klasik, eno, ki je iz šardoneja, in pa rumeni muškat, ne, pač v naših okoljih brez rumenega muškata ne gre, ne. Ja, in vse je bila ena redkih muškatnih penin po klasični metodi, no. Zdaj so se še kar pojavile nekatere, pri manjših zasebnikih seveda. In smo zelo ponosni, da nam je res uspelo okus grozdja tako dobro prenesti v penino. Resnično začutiš grozdje rumenega muškata v penini. Seveda nismo šli to na neko zelo sladko penino, to je pol suha penina, ki pa jo zelo, zelo radi gostinci ponudijo tudi kot aperitivno, moram reči. Omenili ste nagrade.
V zadnjem času ste jih prejeli kar nekaj, tudi na mednarodnem parketu. Ja, tako je. Zdaj na dekanterju smo nekje pri srebrnih, pa bronastih, ne? Pri Radgoni smo tudi po zlatih. Okay. Bom rekel, za nas te nagrade povedo, pa ni niti tako pomembno, ali je zdaj zlata, ali je srebrna, ali je kak prvak sorte. Zdaj, na lokalnih ocenjevanjih tako dobimo večkrat kakega prvaka. Ampak vedno, ko nekdo opazi, da je vino ok, je to dobro vedeti, ne? In če recimo na večjih tekmovanjih različnih eno vino dosega lepe ocene, potem veš, na čem moraš delati, ne? Se pravi, tistega imaš potencial, ga boš še izboljšal, tisti, ki pa ne dobivajo nagrad, pa absolutno jih moraš izboljšati, ne? Oziroma narediti nekaj, da bodo pri pivcu in pa pri strokovnjaku, ne? Se ponavadi je to zelo povezano, dosegli nek efekt, ki bo spodbudil zanimanje. Kot neka povratna informacija. Seveda. Za delo Tako. naprej, ne? Normalno, nagrada v prvi vrsti je marketing, to vemo, če osvojiš nagrado, je vse malo lažje, ampak ja, predvsem gledamo to, da vidimo, da smo na parketu. Sabo ste danes prinesli tudi pubeca. Tudi pubeca, ja. Če sem pa vedel, da grem v deklini. Ja, dobra zgodba. Okay. Po moje je dobra zgodba. Več bi jih moralo biti v Sloveniji. Povezovanje vinarjev. Mi se vedno čudimo, koliko ima ta naša mala Slovenija enih etiket vina. V bistvu že ko je en vinogradnik sposoben zaflaširati 20-30 tisoč steklenic, že smo na trgu. Ne? In tega se res nabere. Ne? In je malo zmede v Sloveniji glede tega, po moje. To je pač moje mnenje. Ja. Veliko etiket za tako majhen prostor. Trg. Ja, in pa trg, seveda posledično. In taka združevanja se mi zdijo bistvena ravno zato, da si zna kupec, da zna vedeti, kam spada. Ne? Pubec so štajerska mlada vina in če vidiš ti bilo katero buteljko na polici za to obešanko, veš, za kaj gre. Veš, da boš dobil mlado vino, da je to iz Štajerske, da je to nekaj, kar ima neko svežino, neko lahkoto, ne, mladost, in ne pričakuješ potem nekaj zrelega, nekaj konkretnega. Ne. Tako da ja, in letos nas je 18 vinarjev v tej zgodbi. Včasih kako leto več, kako leto manj, tudi blizu 30 nas je že bilo, čisto odvisno. In moram reči, pri nas, mi rečemo, da smo najbolj južen pubec, ne, ker enostavno dejansko je tak, večina jih je tu okolica Maribora in pa Ormož in tam v tistem koncu. Mi pa smo res tu že proti Dolenjski, ne, in nekateri lokalni kupci mislijo, da je to naša blagovna znamka. Ne. Aha, So okay. se kar poistovetili s tem, da je to, ne, ampak ni. Ne. Nas prepoznajo po pubecu. No. Tako da za nas je pomembno, da smo del tega, ker smo res dobili svoj en del trga. Omenili ste etiketo, zdaj na teh etiketah, vsaj verjetno osnovnih linij, če imam prav, hiše vin Emino so tudi so jabolka, ne? To je mogoče moja prva asociacija na Kozjansko. Ja, tako pač te etikete, ki jih še vidimo na tem pubecu in pa tudi zaenkrat še na naših svežih vrhunskih vinih, se pravi ta neka osnovna linija vrhunskih vin, buteljčnih, ponazarja nek cerkveni vitraž,
ki Okay. pa projicira naše okolje. Se pravi, ja, kozjansko jabolko je vseslovenski prepoznaven simbol kozjanskega. Zdaj, če gremo dol spodaj, je Pilštan, srednjeveški trg, blizu nas, Okay. kjer je bila naša zavetnica rojena, se pravi Sveta Ema. Tako. Potem imamo Jelšino vejico, Šmarje pri Jelšanah je naša upravna enota. Na tej modri podlagi je ta vejica, ker je legenda pravi, da je tam bilo jezero nekoč in se potem en grad potopil v tisto jezero in tako naprej. Kar zanimiva zgodba. No in na vrhu imamo pa pač ta silhueto teh vinogradov z grozdom, ki ponazarja naše vinorodne griče. Ja, in če gremo naprej, 4 osnovna vina v tej liniji, se pravi Modra Frankinja, Chardonnay, Sauvignon, Muscat, dobijo novo preobleko. Naslednji teden. Naslednji teden, lepo. Ja. Moramo spremljati. Ja, smo se odločili, 15 let je mimo. Malo smo kolebali med rekonstrukcijo ali pa čisto novim dizajnom in smo se na koncu odločili za čisto nov dizajn, ker se bo pač ta vitraž pojavljal pa na litrskih vinih. Naprej. Torej ga boste še ohranili. Tako ohranjamo ta vitraž na litrskih vinih, v sveži buteljčni liniji gremo pa na nov dizajn. Že lahko razkrijeva, kaj je, ali je to še skrivno? Ja, kozjanske legende. Okay. Katere pa bojo, pa bomo videli. Pa se pustimo presenetiti, oziroma bomo v pričakovanju. Tako. Omenila se že narava, je en skupni imenovalec tudi vsega, kar se pojavlja v Obsotelju. Zasledila sem v tem predstavitvenem vašem uvodnem videu, da je 3-krat trta bila ogrožena strani v bistvu naravnih nesreč, če tako rečemo. Ja. Trtna uš, potem zimska pozeba 1929 in pa potem onemogočeno obnova vinogradov med drugo svetovno vojno. Danes se spet verjetno soočate z drugimi izzivi. Res je. Ja, tako kot recimo vidimo, da podeželje zapušča mladina, s tem se tudi opusti kak vinograd. Zelo veliko, preveč vinogradov. No. Mislim, da je to problem v celi Sloveniji. No. To je zelo tak globalen problem, ki se je pač spet moje mnenje začel pojavljati v Sloveniji, na Hrvaškem in tako naprej, ker se je pojavilo neko, skoraj bi rekel, delomrzništvo na področju kmetijstva. Pa še na nekaterih drugih, da ne bo, se vemo, da imamo pomanjkanje na v veliko branžah. In pač to je ena taka globalna zadeva, ki zelo težko direktno na njo vplivamo, ki ne prinaša nekaj dobrega za branžo. Ampak vsled temu, da se alkohola verjetno popije dosti manj, kot se ga je, zaenkrat stvari še funkcionirajo, kar pa bo se zgodilo v bodoče, pa prepustimo toku časa. Mi se trudimo, ravno zato ohranjamo zadrugo živo in pa seveda hišo in Emino na vse načine nekako pozicioniramo više in više, da bomo sposobni zadovoljiti vinogradnike, se pravi predvsem ekonomsko, da bodo pripeljali svoje grozdje k nam. Kajti brez grozdja žal ne bo dobrih vin slovenskih in ni pa vse tako črno. No. Vidim, da se pa po nekaterih družinah opogumljajo mladi in se pa dogaja nekaj druga. Zdaj, kar smo prej rekla, da imamo zelo veliko etiket v Sloveniji, se pa zgodi potem, da ti resno stopijo na vinsko področje in vzamejo v najem vinograde, ki jih nekdo več ne more ali pa ne želi obdelovati. Tako da, ja,
ni vse črno, ne? Vse dogaja in bom rekel, hvala Bogu za tiste, ki se lotijo, ki so pripravljeni za to nekaj storiti. Ne? V bistvu je tudi zadruga neke vrste poslanstvo k ohranjanju te dediščine. Ne? Ja, mi se absolutno trudimo k temu, ker nam je mar za našo pokrajino kot tako, v končni fazi za ekonomski stalež naših vinogradnikov, ker pač to daje neko avtentičnost na konec koncev in bi jo bilo zelo žalostno izgubiti. Kaj pa po vašem mnenju bi bilo kakšna aktivnost, da bi mlade vseeno spodbudili nekako, da so to pravzaprav zelo spoštovani poklici, težki, izjemno, ampak da ni zdaj to poklic, kot je recimo v gostinstvu, ali pa da se vseeno začnejo mogoče malo preusmerjati v te poklice, da jih vidijo kot neka priložnost. Se to je priložnost, ne? Ker to so vedno nihljaji, ne? In problem je vzgoja. Vse se začne z vzgojo, ne? In mislim, da je naše poslanstvo kot naše zadruge, kot vinogradnikov, kot konec koncev teh vinogradniških društev in vse posod, da širijo to dobro ime, prvo o vinu, drugič o delu v vinogradu, ne? Ker če bom jaz samo jamral, če je kdo kolikor toliko pameten, bo rekel, no se pa jaz ne grem, če že onem ni v redu. Ne? To se ne splača. Ja, tako, ne? In danes smo zelo navajeni jamrati, pa vsi imamo vsega poln kufer in to ne more spodbuditi nekom nekega interesa. Ne? Jaz osebno se z vinom srečujem od srednje šole, ker sem pač gostinc po poklicu. In če ti je vino prav predstavljeno, če ti je delo v vinogradu prav predstavljeno, če imaš izkušnjo s tem delom, pa da nisi glih ravno delo mrzneš, ne? Je zadeva zelo lepa. Ker je res izzivov 1000, ki pa so vsi premostljivi, ki so izzivi, ki ti dajo nek zagon, neko kreativnost, ker lahko eno stvar na 1000 stvari na 1000 načinov obrneš in dobiš zelo različne rezultate. Ne. To je res ena čarovnija vina. No. Ker je res odvisno od narave in pa od vsakega tvojega angažmaja ali v vinogradu ali v kleti. Je pa, da ne bo več čist črno gledati, kot ste rekel. Ogromno generacij se mi zdi družinskih vinarjev, ki nekako zdaj vstopajo tudi z sodobnejšimi pristopi, od seveda vinifikacij v kleti, kot tudi marketinškimi, promocijskimi aktivnostmi. Seveda, pač tako kot v vsaki branži se treba se prilagajati. Eno je tradicija, ki jo je treba na nekem segmentu ohranjati in gojiti, ker nam je dala dosti nekih oprijemljivih, dobrih stvari. Po drugi strani treba pa uvajati novosti in treba se prilagajati enostavno temu razvoju, ki je neverjetno hiter. Bom rekel tako, Slovenija pač za neke strojne obdelave je težavno, ne. Mi smo specifični po svojih legah, po svojem razgibanem terenu. Ne? In se ne moramo enačiti z nekom drugim. Ne? Zato so pač tudi naša vina cenovno, bomo rekli, niso glih ugodna. Ne? Ker je lastna cena naših vin je višja kot nekje, kjer imajo ravnino, kjer lahko vse naredijo strojno, kjer imajo mogoče celo podnebje boljše in imajo manj tretmajev v vinogradu in tako naprej. V glavnem, mi moramo ugotoviti, kam se bomo pozicionirali. Seveda, hkrati pa zagotavljati, da normalno bo tudi človek lahko popil po neki normalni ceni kozarec vina pri kosilu. Tako da ja, tu plut vmes je tudi umetnost. Ne? Danes se pravzaprav srečujemo v svetu z vprašanjem porekla.
Vam to ni težava, ker je ta domačnost, narava, kjer je dobro doma, je vaš slogan, ne? Ja. Nekako vtkan v DNK, v vse, kar počnete. To je tudi verjetno z komunikacijskega stališča potem lažje nekomu predstaviti sebe, domačnost. Ja. No, v bistvu na tej temi smo že malo bila, ne? Ja. Kozjanci pa ta, bom rekel, en vesel duh. Ne? In je lažje normalno z veseljem delati. Ne? Če imaš ti nekaj rad, greš rad v službo, pa čeprav je to služba, ne? Je zadeva dosti lažja. Ne? Lažje predstaviš, ljudje začutijo, da si del tega, da verjameš v to, kar delaš. In velikokrat so skupine, ki pridejo v klet, ne, pa nekaj razlagaš in če prideš sproščen pred njih in res jim želiš pokazati, kaj delaš, ne, kar obstanejo in gledajo, ne. Pa si mislim tako, pa se nisem nič kaj takega povedal, ne, ampak očitno, se pravim, če si rad stvarjo, če čutiš to, kar se dogaja okoli tebe, in pa seveda, ne, normalno, da imaš rad ljudi, da si odprt za to komunikacijo, je stvar bolj kvalitetna, ne, bolj osebna. Torej, z tega trženjskega stališča, da predajate zgodbe ljudem, ni prevelik izziv. Pa ni izziv, mislim, izzivi se začnejo potem, ne. Pri cenah, pri nabavnem roku, pri tržnih stvareh, ja. Pri vseh ostalih. Ja. Ne, drugače pa, ne vem, jaz tudi še ko smo s šolo začeli hoditi po kleteh in to, jaz sem bil vedno fasciniran, ne. Človek mora res vložiti, ne, tisto finančno, saj vedno nekam vlagaš finance, ne, ampak ti moraš res del sebe dati v to in to potem tudi na vinu se odraža. Ne, kakorkoli, jaz bi se poistovetil s tem pubecom, recimo, ne, ki je tak še mlad, pa živahen, pa igriv, pa ja, to je to, no. Zelo je odvisno, kako človek funkcionira v svojem poslanstvu, v bistvu. Ne, jaz sem vedno, tudi ko sem delal v gostinstvu, še preden sem prišel v klet, jaz sem si vsako stvar vzel za poslanstvo. Ne vem, postreš nekega gosta, mu priporočati nekaj. Zatem stojiš, kar delaš in vsej vedno ne gre vse gladko, ampak tako mora biti. Ne. Verjetno je to tudi, da bi rekli, da je to ključ dobre vinske zgodbe. Absolutno. Mislim, kdor ne dela tega z veseljem, po moje ne bo dolgo. Ne. Ker enostavno ni lahek poklic, ne. Ni lahek poklic, lahko gre marsikaj narobe. In res moraš biti močen v tem, pa trdno prepričan, da za dežjem vedno posije sonce. In z ljubeznijo do vina pa do dela mislim, da je uspeh zagotovljen. Če imaš pa dobro zgodbo od zadaj, pa še toliko bolj, ne? Zgodbo pa sodelavci. Sodelavci so pomembni. Pri nas res, v bistvu smo 4 zaposleni v kleti, kar je zelo malo, smo v bistvu družinsko podjetje. Ne? Sicer v zadrugi nas je več, ampak tudi zelo dobro sodelujemo tudi z drugimi enotami zadruge. Ampak res funkcioniramo kot ena družina. No. Ne moremo reči, zdaj pa ti si samo v kleti, ti si samo na prodaji. Ne. Za mene je tudi trgatev stresna, ne. Čeprav nisem veliko zraven, ker enostavno prej kletarji pomagajo neke stvari, ki se tičejo prodaje, potem med trgatvijo mi pomagamo njim plus svoje stvari in tako naprej. Ne gre, da bi bili strogo ločeni pri takem malem kadru in po eni strani je to dobro, no, ker res vemo, kaj mora vsak izmed nas dati, da pride do tega, da nekdo kupi naše vino. In stik imaš v celotnim procesom. Celoten proces ti je poznan, vse moraš
nekako spremljati, ker moraš vse povsod pomagati. Ne? Ko se polni, pomagamo mi iz prodaje na polnitvi, ko imamo skupino, pa recimo sva dva na skupini, eden mora prodajati v trgovinici. Ne? Mislim, ne gre drugače. Omenili ste že nekdaj v preteklosti se je ljubljanska škofija pravzaprav oskrbovala z vini iz Kozjanskega. Tako. Kaj pa danes, kam vas pelje pot, na katere trge še? Ja, to tudi ni nobenem jasno, ko razlagam. Ne? Tudi to smo zelo specifični. Okay. Mi, tako malo čez prst, ampak mi nekje 80% vina prodamo v radiusu 30 km. Okay. Pa še z ene strani smo omejeni. Okay. Res, zelo, zelo lokalno nas so ljudje sprejeli. Ne? Okay. Ne glede na to, da smo v nekem središču nekega virodnega okoliša, ki bi rekel, se pa ima skoraj vsak dostop do vina. Ne? Ja, ampak so tu vikendaši, so kmetije, ki so izrazito poljedelske ali pa živinorejske in nimajo vinogradov. In ogromno vina prodamo lokalno. Okay. Zaupajo nam podjetja lokalna, recimo v turizmu, smo v turističnem kraju, se pravi bližina zdravilišča, tudi recimo Rogaška, vemo zelo veliko hotelov in bom rekel, skoraj vse povsod smo prisotni. Se zaveda pomen ponuditi lokalno. V gostinstvu se to zelo dobro vidi in v turizmu pri nas. Vsaka hiša ima za ponuditi kot neko osnovno vino, lokalno vino. In to smo dobra izbira, ne, seveda, zanesljivi. In moramo reči, da kar nekaj blagovnih znamk oziroma hišnih vin ne, polnimo za priznane gostinske hiše. Okay. Ja. Omenili ste gostinstva, vi ste tudi vodja restauracije. Hrana in vino se spajata, kot so ugotovile že. Tako. Tudi tukaj je lokalno verjetno ena izmed... Seveda. Mi imamo v kleti, seveda poleg teh degustacij, ne, rednih, vedno čim bolj lokalno zgodbo. Ne. Se pravi, tudi sestavine, ker ima zadruga še 2 druge restauracije, pa potem centralni kuharji pridejo k nam pripravljati za naše goste jedi. Strmimo vedno k tem, da črpamo lokalno. Recimo tudi v naših zadružnih trgovinah, ki jih imamo, kašče jim rečemo, imamo v vsaki en kotiček, en oddelek, kjer ponujamo domače stvari. Se pravi, kar lahko po formalni poti, seveda, od naših, ali so to kmetje, ali so to neki mizarji in karkoli, kar lahko mi ponudimo, poskušamo čim bolj ponujati domače. Se pravi, v kašči v Šmarju, ki je največja, dobite točeno mleko, ne, vsak dan sveže točeno mleko. Mesar je domač, ima noter svoj prodajni kod, jogurti domači, marmelade, ogromno stvari, ki so res iz našega okolja. In isto v kleti, vsi narezki, ki se pri degustacijah pripravljajo, to je lokalno. Siri so zelo lokalni, čeprav so z mlekarne Celeja, kjer smo solastnik, ne, kot zadruga. Ja. Ampak tudi od naših kravic iz Kozjanskega. Tako da to je to. Poskušamo dati nazaj kraju, kar kraj nam daje. Ne. Se pravi, to, da pridejo ljudje v terme ali da pridejo v Olimje kot tako, Rogaško, kamorkoli, na Kozjansko, Podsreda in tako naprej. To nam je dalo okolje, ljudje in to je treba vračati. Ne. Se pravi, spet nek krog, nek odraz celotne regije. V bistvu bi lahko rekli, da živite trajnost, ne, da je ta celoten ekosistem funkcionira. Glede na to, da ste tudi upeti, kot sva rekla zdaj v restauracijski del, imate tudi stik z gosti,
Trendi se danes spreminjajo, tudi kar se omenila sva že uživanja vin, poslovni sestanki so krajši, kakor so bili Če prej. niso celo preko spleta. Če niso celo preko spleta. Vse se je nekako spremenilo, ne? Tudi doživljanje ni več teh druženj, kot smo jih mogoče bili vajeni prej. Kako gledate na to, kakšen vpliv ima ta sodoben duh časa? Ne? Ma vpliv, ne. Mislim, temu se pač ne moreš izogniti. Ne. Treba se je prilagoditi, treba je iskati, ne bom rekel rešitve, ampak neke prilagoditve, kjer najdeš svoj uspeh. Srečujemo se že z nizkoalkoholnimi vini, pri nas v kleti še zaenkrat ne. Okay. Tudi brez alkohola? Tudi brez alkoholnega nimamo, pijemo pač vodo, ne, če nam zapaše brez alkoholno. Okay. Ja, so pa trendi in so neizbežni. No. Se pravim, za nas zaenkrat se še ni pojavila taka potreba, čeprav določeni indici so. Ne. Ne bom rekel, da se to ne more zgoditi v prihodnosti, ampak če se bo dalo, bomo vztrajali pri tradicionalnih stvarih. Ste pa pridelali, skuhali, kakorkoli bi temu rekli, tudi še nekaj eminentnega. Ja. In vse seveda povezano z zgodovino, z zgodbami, z rodbinami, ki obdajajo ta kraj. In to je... Res je, poskušamo vsako stvar navezati res na kraj in pa na to, kar živimo. In dobrih 5 let nazaj smo dobili idejo, vse to je že rastlo v nas, ne, ampak nismo še čist najdli. In smo rekli, da bi imeli vinjak. Okay. To nam je bila taka ena pika na i, ne, ker jaz si predstavljam vedno, kot sem že rekel, sem gostinc, ne, in ne morem iz svoje kože. Prideš k nam v goste, dobiš kozarček odlične penine, se sprehodiš čez kulinariko, čez mirna vina, sveža, dozorjenih vin, na koncu kakšno slajše vino. Ja, pol pa, ko greš domov, ne, pa je želoček poln in digestiv je tisto, kar je nam manjkalo in smo rekli, pa to res mora biti. In smo takrat malo raziskovali, malo se posvetovali, iskali smo surovino, ne, katera surovina bi bila primerna, in smo najdli najboljšo možno surovino, in sicer žametno črnino, modra kavčina, kot se ji tudi reče, ki je tudi najstarejša trta na svetu v Mariboru. Ne. Zakaj? Ima visoke kisline, nizke pH-je, nizki alkohol. To so vse eni atributi, ki so predpozicija za dobro žganje vinsko. Ne. In takoj po fermentaciji smo vino brez kakšnih dodatkov, žvepla in tako naprej odpeljali v kartuzijo Pleterje, ker vemo, da je tam tradicija žganja kuhe zelo, zelo že dolga. Imajo tudi zelo sodobno postrojenje za žganje kuho in so nam pripravili odličen vinski destilat, ki smo ga napolnili v 100-litrske hrastove sode. In po 5 letih, ne da ga nismo vmes tudi kjerkoli probali, ne. Če gre v pravo smer. Ja, seveda. Se je rodil vinjak Atems, po grofih Atems, ki so bili tudi lastniki gradu v Podčetrtku kar dolgo. In seveda, zdaj, ker naš vrli župan tako lepo obnavlja naš grad podčetrteški, po dolgih letih propadanja, se nam je zdela res to odlična priložnost, da uporabimo to sinergijo spet s krajem in smo ta naš odličen vinjak poimenovali Atems. In da se ga dobi tudi nagrado, seveda. Absolutno ne. Res prefinjen okus, krasna aroma, ki jo je še začinil hrast.
nežni odtenki barve, nobenih dodatkov. Okay. Ne vem, res za sladokusce. In s tem dajete v bistvu eno tako češnjico, ne, na vrh teh vseh vaših linij, tudi pridih butičnosti, ne nazadnje. Ne? Tako. Sej, že z linijo Eminent, z zorenjem hrastovih sodih in res odbranim grozdjem, se točno ve, z katere lege, kateri vinogradniki pripravljajo grozdje za to linijo. Že tu smo se začeli spogledovati z resnimi vini, ki se lahko postavijo ob bok vsem velikim vinom v Sloveniji. No, seveda, ta vinjak, ki pa seveda ni rekel zadnje, ne. Načrti so vedno še vzadaj. Pa smo res dosegli tisto, da lahko ponudimo butične stvari, ki dajo spet en odraz, kaj je nek terroir sposoben. Turizem ste že omenili, ste na turistični točki povezani. Je regija, rekli ste, da ste prisotni v hotelih in tako naprej, gosti prihajajo tudi k vam na degustacije, je ta povezava v regijskem smislu vzpostavljena? Je vzpostavljena. Vedno so še možnosti za izboljšave. Sodelovanje je dobro. Je pa ta tempo življenjski danes takšen, da včasih se ponudniki komi uspemo srečati. Tu moramo omeniti, se trudi tudi prej GIS, Turizem Podčetrtek, zdaj zavod, ne, da nas vsaj enkrat na leto skliče skupaj, da naredimo to je zelo pomembno v bistvu, no, da naredimo strategijo, da naredimo strategijo marketinga celotne regije, ne. Tu so premiki na tem povezovanju, ampak se pravim, v tej naglici vsak v svojem delu pa včasih malo pozabljamo, ne. Ampak meni se zdi že to napredek, recimo pri nas v kleti se lahko kupi domača salama iz Olimja, lahko se kupi potem dobro tudi sir, ne. Lahko se kupi tudi džin, ki ga sosednjega brega kolega pripravlja, in tako naprej. Pač poskušamo en z drugim, ne, da se dopolnjujemo. Seveda, nekdo, ki pride k nam, po moje je naš cilj, da začuti celoten kraj, da sinergijo začuti, da začuti, da je sprejet, da se lahko počuti pri nas kot doma, da ni to samo vsak svoj vrtiček, ampak da smo lahko kot ena skupnost povezani, se dopolnjujemo, ker en brez druga dejansko ne bi obstajali, ne. Če ne bi bilo trm, ne bi bilo vsega tega. Če ne bi bilo na griču jelenov, zagotovo ne bi bilo Olimje toliko privlačno in pa tako naprej, ne. Tako da, se pravim, eno drugega jemljemo in tudi drugemu dajemo. Tudi verjetno ima Sveta Ema neki prstov vmes, ne, tudi ona je bila taka povezovalka. Bi se spodobilo. Ja, seveda, pač mi vedno črpamo iz tradicije in z neke zgodovine in zadevo oplemenitimo z sedanjostjo oziroma z tehnologijo in pa nekimi smernicami, ki se danes pojavljajo. Kot smo se prej, že pred najinim klepetom pogovarjala, vedno iščemo ravnovesje, ne. In tudi med tem vsem mora biti ravnovesje med duhovnostjo in pa čist nekimi naravnimi procesi. Vedno je treba najti najboljšo pot. Včasih tudi zdajle gledamo, da je vino en izdelek,
mora biti kot nek temelj vsega in potem se nadgrajuje. Ne? Ni več dovolj, da so kakovostna vina, imamo dogodke, imamo druženja, koncepte, nekako se to turizem, kot sva že omenila, vse to je nekako povezano med sabo in vedno več iščemo teh doživetij. Ne? Ja, po eni strani, koliko smo veliko na spletu danes, nam po drugi strani to rabi. Se pravi, kar na eni strani izgubljamo, moramo na drugi strani nadoknaditi, in smo željni tega. In nam ni dovolj, da si vzamemo steklenico vina v trgovini, pa si jo doma potem, bog ne daj, še v naglici privoščimo. Ampak je pomembno, da ob vinu čutimo to, kar se dogaja, kar je zraven od kulinarike, kdo od oseb je zraven, kaj nam celotna zgodba govori. In vino je od nekdaj združevalo. Pa bilo ob kakšni priložnosti bilo postreženo, ampak vedno je imelo nekaj zraven. Nikoli nismo slišali, da je nekdo sedel v kotu pa pil vino. Vedno je bil, ali so se družili, ali je bilo rojstvo, ali je bila smrt, bilo kaj je bilo, je vino bilo tisto, ki je povezalo, ko se je nazdravilo, vedno na boljši čas, nikoli na slabši. Tako da ja, lahko bi rekli, da vino predstavlja nek temelj odnosov tudi. Zagotovo. Omenili ste splet, družbena omrežja so danes pravzaprav tudi eden od kanalov, ki jih ne gre zanemariti, kljub temu, da je vino, tako kot ste rekel, oseben stik, gre za odnos. Ja. Težko je nekomu povedati zgodbo preko računalnika. Vsaj jaz imam s tem težavo. Oseben stik je nekaj pristnega, nekaj dosti bolj oprijemljivega, kot pa nekaj, kar nekomu napišemo, ali pa bilo kak drugače sporočimo. Je pa pomembno, ker je tukaj in takoj. Splet zelo pomemben, ampak jaz si skoraj ne predstavljam, da bi mogel nek resen posel narediti, brez da bi se s kom srečal. Rabim videti človeka. In se mi zdi, da tega ne smemo izgubiti, niti v poslu, niti na čisto osebni ravni. Čim več osebnih stikov, se mi zdi, da to lahko ohranja neke odnose, ki so topli med nami, ker vemo, da vse, kar je preko socialnih omrežjih, je dosti bolj hladno. Lahko napišeš glih karkoli. Če pa gledaš nekomu v oči, mu pa težko poveš nekaj, kar veš, da ne želi slišati. Absolutno. Pa minljivi so. Mislim, vse je veliko bolj dinamično, veliko je hrupa. Tako. Tudi mogoče težje. In vedno dobimo na spletu, vedno dobimo to, kar želimo. Ja. Dotaknila se še vaših začetkov. Omenili ste, da ste nekako že od srednje šole v tem vpeti. Kje se je vse skupaj začela? Ja. Odpravil sem se v gostinsko, v Novo mesto. Okay. Ja. Nadaljeval na Bledu. Že prve počitnice v srednje šole sem počitniško delal. Okay. Zanimivo. Ko si kot srednješolc brez kakršnekoli prakse vržen na la carte, kjer se zgodi, da imaš 10 miz naenkrat. Okay. In je res, to so bili zanimivi začetki, ampak te iskalijo. Potem sem začel prakso tudi v termah. Ko sem šel na Bled v višjo šolo, sem začel v termah prakso, pa tudi počitniško delo. Potem s časoma sem se tudi tam zaposlil.
bil pomočnik vodje strežbe, vodil vinoteko, hotelsko, potem bil proti koncu tudi vodja strežbe v hotelu. V glavnem, postopoma sem spoznaval vse dobre in pa manj prijetne stvari v gostinstvu. Potem so se tam naše poti razšle in sem se zaposlil v zadrugi. Okay. V bistvu prva stvar, ko je bila, sem napisal takratnemu direktorju 4 strani življenjepise. Kako jaz vidim hišo Vin Emino, takrat še je bila klet Imeno. Okay. Pač kaj vse bi se lahko spremenilo. Okay. Ker sem se pač prej kot delavec v gostinstvu vedno srečeval z vinarji različnimi, ki so bili eni korak spredaj, eni korak zadaj. In dobiš določene izkušnje, vidiš, kakšni so pristopi, kaj delajo drugod. In mi je bilo res, glede na to, da sem se nekako že takrat zlil z okoljem, v katerem sem živel, mi je bilo mar za to, da se nekaj zgodi. In evo, spet sem tam, v klet sem prišel s poslanstvom. No, evo, da ga uresničujete. Tako. In 15 let. 15 let. Je že doba, odkar sem tu, in marsikaj se je spremenilo, marsikaj se je ponaredilo, marsikaj še pa se more. Tako da, ne vem, jaz ne vidim razloga, da ne bi naredili še kaj več. Vedno se da. Seveda, treba je dati tudi priložnost mladim. Zelo rad vidim, ko v klet prihajajo ali na prakso ali na počitniško delo mladi ljudje, ki imajo neko videnje v tem, ki v osnovi že ljubijo vino, no, in pa vse, kar se v tej vinski branži dogaja. In je pomembno potem, da še dobijo prakso, kaj se pa dejansko zgodi v kleti, kaj pomeni imeti v eni cisterni 60 000 litrov vina, ki si zanj odgovoren, ne? Ker na koncu je to z ekonomskega vidika tudi zelo, zelo pomembno, ne? Ni se samo zgodba pa ta mehki del, ampak so stvari, ki jih je treba ponarediti, od tega, da je v kleti pomembna higiena in tako naprej. In moram reči, da sem zelo ponosen, da sem mentor kar nekaterim študentom, ki so bili pri nas, se pri nas so izmenjali. Pa upam, da sem jim dal kaj oprijemljivega, no. In jih navdihujete. To pa je moja strast. Kaj pa vaš navdih? Kaj navdihuje vas? Ja, tako, zdaj, kar se posla tiče, vedno možnosti, ki jih imamo, ne. Okay. Vedno vidim priložnosti, koliko jih je. Seveda se včasih že malo utapljaš potem v teh priložnostih, ker seveda moraš narediti eno selekcijo, kaj je uresničljivo, kaj ni. Drugače na osebnem področju pa me navdušuje družina. Sem pa postal družinski tip. Res pač uživam v tem, da vidiš, kako odraščajo otroci, kako lahko sinergija neka tudi v nekem družinskem krogu. In če je tam urejeno, je potem vse lažje tudi v službi, ne. Se v službi in pa poskušam to prenašati tudi v službo, ne, da smo resni sodelavci, ampak obenem neki prijatelji, ki znamo en drugim tudi pomagati in si ne mečemo polena pod noge, če to nima nobenega smisla, ne. Se pravi, vsi delamo napake, jaz pravim, človek, ki dela, ki se trudi, bo prej ali slej naredil neko napako in moramo en drugom pomagati, da te napake čim boljše rešujemo.
in pa se opozarjamo vnaprej, da do takih napak čim manjkrat pride, ker je slabo za vse. Ne? Tako da gledam nekako z tega, da je vzdušje v službi čim boljše. Velikokrat je naporno, velikokrat je stres, so skupine ena za drugo, je treba vino dostaviti, pa je zmanjkalo tam, pa je treba peljati tja, pa v glavnem dela vedno dovolj, ampak nekako, če en drugim pomagamo in vidimo v tem nekaj več kot pa samo 8 ur službe, se mi zdi, da je vse lažje. Kje ste bližje vinogradu, restauraciji, trženju vina? Ja, ne vem, težko bi rekel, da še kje nisem bil. Se pravim, včasih pride, ko je treba zjutraj biti na polnilni liniji, opoldan razvoziti nekaj vina in popoldan sprejeti skupino. Prije pa takšen dan, ko prideš lahko pa zjutraj za 2-3 ure v službo, pa rečeš, no, danes pa lahko grem malo počivati tudi domov. Je pa res, čezdalje več je birokracije, ne. To je en velik del, ki ti vzame veliko časa, ne. Dobro, samimi kletarskimi evidencami nimam toliko jaz stika, ampak so pa na drugi strani že stvari, ki se tiče računovodstva, knjigovodstva. Je treba tudi marsikaj narediti pa stisniti zobe, ne. Čeprav jaz sem za pisarno 2 ure pisarne je dovolj za 2 dni. Po čem si želite, da je hiša Emino prepoznavna, oziroma kje jo vidite potem čez 5-10 let? Ja, absolutno po vrhunskih vinih. Po vrhunskih vinih, ki pustijo vtis v človeku. Nikoli si nisem recimo želel imeti nekaj, kar ni dostopno, bom rekel, malo širši množici, ne. Zato mi je pomembno, da imamo v bistvu te linije pozicionirane tako, kot jih imamo. Konec koncev smo znani tudi po tem, da prodamo kar nekaj odprtega vina končnemu potrošniku. Se pravi čisto na drobno. Ker pač tako surovino tudi v kleti imamo. Po drugi strani mi pa zelo veliko pomeni, če nas stroka prepozna kot pridelovalce vrhunskih vin in pa kot zanesljive partnerje, ne. To je predvsem, mi delamo z določenimi gostinci že od vsega začetka, odkar sem v kleti. Kar pomeni, da moraš zagotoviti vsako leto v redu robo, da tudi ko pride kaj narobe iz strani gostinca, da pripelješ vino, tudi če tisti dan nimaš dostave, ne. In pa seveda obratno, ne, da so plačila v redu, da stvari funkcionirajo z obeh strani, ne. In to mislim, da ostanemo dober partner, zanesljiv partner vsem našim kupcem v kvaliteti in v storitvi. Seveda že od nekdaj pa je tudi moj cilj bil, da čim več ljudi pride v klet in da predstavimo to, kar delamo. Mi tudi, če prideta med delovnim časom samo 2 na degustacijo, si vzamemo 5-10 minut, jih popeljemo čez klet, pa ni važno, se vino pretaka, se polni, karkoli, nimamo nič za skriti. Popeljemo, pogledamo na hitro, seveda, da ne motimo procesa in je to, ker zdi se mi pomembno, da ljudje začutijo, kaj pomeni pripraviti steklenico vina, ker je res potrebno dosti truda, od prej vinogradu, ki ga dajo vinogradniki, pa potem v kleti, da so vsaka malenkost v vinu in tudi na koncu steklenici tam, kjer mora biti. Da lahko potem uživamo v okusih, v različnih kontekstih, tako kot sva že omenila. Je še kaj takega, kar bi vi morda želeli izpostaviti?
Ne vem, veliko smo že povedala. Ja, ponosen sem na to, da je v teh stekleničkah tudi kak grozdj iz vinograda, ki ga obdelujem sam. Aha, no, Ja, vsako leto pripeljem tudi nekaj grozdja oziroma vso grozdje, ki ga pridelam v zadrugo. Tu želim predvsem pokazati, da se da, ne? Da nek zgled, ki mislim, da najde lahko marsikdo še sinergijo z našo zadrugo od ostalih vinogradnikov, ki se iščejo in ne vejo, kako bi na tržišču obstali, ali pa nekdo, ki ima recimo potencial za nasad ali kakorkoli, za nek dodaten zaslužek ali pa za resen ekonomski prispevek, ne. Ne vem, izpostavil bi mogoče to, da je dobro, da se Slovenci na splošno zavedamo, da je vino slovenska kultura, ki je že dolgo zasidrana v nas Slovencih, in da jo znamo predstaviti tudi ljudem, ki pridejo k nam ali pa se z njimi srečujemo, ne. Se pravi, da če gremo nekam v tujino na obisk ali dobimo neke tujce na obisk, da jim predstavimo vino ali pa da jim damo v poklon steklenico vina, ker se mi zdi, da bolj osebnega in avtentičnega darila v Sloveniji skoraj ne moreš najti. In tudi karakter pravzaprav tistega, ki ga pridelajo. Tako. Gospod Matija, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Z Bila veseljem. sva izčrpna. Ja, upam, da nisem bil predolg. Nikakor. Hvala za vse te zgodbe. Res je čudovito raziskovati kraje tudi skozi zgodovino in skozi okuse. In skozi vino. Absolutno. Hvala tudi vam za povabilo. Mi je prijetno. Pa mislim, da bomo lahko nazdravila. Tako, dajmo še na zdravje. Vas pa vabim, da spremljate naše vinske zgodbe še naprej.